V naslednjih minutah boste izvedeli vse, kar je dobro vedeti v primeru, če ste na sodišče povabljeni kot priča. Za začetek pa nekaj osnovnih dejstev o pričanju in njegovem pomenu. Zaslišanje prič je lahko eden od dokazov, ki pomagajo sodišču pri pravični odločitvi v zadevi. Najbolj pomembno je, da priča predstavi vse, kar se spomni o zadevi, zaključke o celoti pa bo nato naredil sodnik. Vse se začne, ko prejmete pisno vabilo na narok, na katerem boste zaslišani kot priča. Za lažjo predstavo nam bo pomagala Eva, ki je tudi dobila vabilo. Zdravo, Eva! Pričanje je državljanska dolžnost, zato se je Eva dolžna odzvati vabilu. Na pričanje se je dobro pripraviti. Najbolje, da si Eva osveži spomin o preteklem dogajanju. Pri tem si lahko pomaga z obnovo dogodkov in si jih zapiše. V primeru, da ji zaradi utemeljenih razlogov ne bo uspelo priti na zaslišanje, mora o tem nemudoma obvestiti sodišče. Eva noče zamuditi zaradi gneče v prometu ali vremenskih razmer, zato se na sodišče odpravi dovolj zgodaj. Eva se primerno obleče in uredi, s čimer pokaže spoštovanje do sodišča in ostalih udeleženih. Ko prispe na sodišče, bo najprej opravila varnostni pregled. Nato bo pri vhodu pustila svoj telefon, varnostnik pa jo bo napotil k ustrezni razpravni dvorani. Tam bo mirno počakala, da jo pokličejo v dvorano. Sledi zaslišanje, na katerega je Eva prišla pripravljena, zato mirno počaka, da pride na vrsto. Nato odgovarja na vprašanja sodnika, tožilca in zagovornika, ter seveda pri tem govori zgolj resnico. V določenih primerih lahko tudi odkloni odgovor. Na obravnavi bo prisoten tudi obdolženi, vendar Eva razume, da je za pravično sojenje to izjemno pomembno. Če so vprašanja preveč zapletena, to Eve ne skrbi preveč, saj lahko vpraša za dodatna pojasnila. Ko je njeno zaslišanje končano, Eva lahko ostane v dvorani do konca obravnave ali pa zapusti sodišče. Če je Eva v času priprav na pričanje ali po njem v skrbeh za lastno varnost, o tem obvesti sodnika ali sodno osebje. Prav tako je upravičena do povrnitve potnih ali drugih stroškov, ki so nastali zaradi pričanja. Ker je zaslišanje potekalo med njenim delovnim časom, Eva vpraša tudi za potrdilo o udeležbi za delodajalca. Tako. To je bilo na kratko vse o pričanju na sodišču. Za več pa obiščite spletno stran sodišča.